Namestnica šerifa je poklicana v zasliševalnico, potem ko je bila obtožena zlorabe uradne baze podatkov iz, osebnih razlogov. Ona mi je dala svoje ime, malo sva se dražila. Malo sem jo osvajal. To je bila pač ena taka stvar, spogledovanje. In obtožbe so ga morda stale več kot le svobode. Poslušaj, želim ti veliko sreče, prav? Drži glavo po konci, prijatelj. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeta Milner. 4. marec 2026 je. Smo v Key Westu na Floridi. Po podatkih šerifovega urada okrožja Monroe jih je neka ženska obvestila, da naj bi ji eden od njihovih namestnikov povzročil nelagodje. V redu. Razlog, da sem danes povabil, je, da sem nadzornik enote detektivov nadzorovanih služb, delujem na jugu. V zadnjem času sem preiskoval enega od naših namestnikov zaradi neprimernega vedenja. In zanima me, ali veste, kaj o tem, oziroma ali veste, o čem govorim. Ne, jaz živim samo na Marija. Ja, vem, kaj se je zgodilo meni, ampak edina druga informacija, ki jo imam o njem, je, da sem se pogovarjala z Amber in Scottyjem in Scotty je omenil, da so ga odpustili iz drugega oddelka. Zdaj ženska pravi, da se spomni imena namestnika, ker ga je prvič srečala na snemanju serije Bad Monkey, Apple TV oddaje z Vinceom Vaughnom v glavni vlogi. Kaj ti je všeč? Mi lahko poveš kaj o svoji interakciji z Lamarjem? Ali kako se je skupaj začelo, ali karkoli? Ja, bila sem na snemanju Bad Monkey skoraj ves februar. Ampak prvi dan, to je bil 3. februarja, so nas odpeljali na prvo prizorišče. In takoj, ko sem mogla izstopiti iz avtobusa, je bilo, kot da se je takoj nekaj zgodilo. O moj bog, zakaj mi nihče ni povedal, da bomo pripeljali modele na snemanje, je bil zelo glasen Lamar. Takoj sem ga opazila in si mislila, to je tako neprijetno. To ni način, kako sem si želela, da bi potekal moj prvi dan. Ni to, kar sem si želela. In to je bilo ravno, ko si stopila iz avtobusa? Takoj, ko sem stopila na avtobus. V redu. In bil je z drugim policistom. Ampak v tistem trenutku sem si mislila, ali je res pravi policist, ali v oddaji igra policista. Bila sem zelo negotova. In potem sem si mislila, o moj bog. Potem gremo mi kot zamenjave za igralce, tja, kjer se dogaja prizor. In nas vodijo skozi to. In na neki točki sem se družila z dvojniki, potem pa sem se oddaljila, ker sem želela videti več dogajanja. Saj so nas imeli ob strani. In pride do mene in reče, hej, oprosti, če sem te spravil v neprijeten položaj ali te kakorkoli užalil. In jaz sem rekla, ne, vse je v redu. Potem je vprašal, kako ti je ime? In jaz sem rekla, poslušaj. In rekel je, a živiš tukaj v mestu, v Key Westu, ali si z ekipo iz LA? In jaz sem rekla, živim v Maratonu. Jaz in moj fant so se preselila sem pred nekaj leti. In potem je rekel, kul, torej živiš tukaj v Maratonu. In sem rekla, ja. In potem so nas poklicali, da gre druga ekipa noter. Tako da smo šli noter. In potem takoj, ko smo šli ven in sem bila spet sama, je prišel nazaj k meni in rekel, hej, imaš mogoče družbeno omrežje ali kaj takega? In jaz sem opazila prsten na njegovem prstu. Ampak po drugi strani pa sem si mislila, a je res pravi policist ali lažni policist, ne? Namestnik je bil v poročilu o primeru identificiran kot Lamar Roman. In ja, bil je dejanski šerifov namestnik na dolžnosti v času tega incidenta. Izdi se, da namesto, da bi dojel namig, naj bi še naprej pritiskal na to žensko, da bi dobil njene kontaktne podatke. In šel celo zelo daleč, da bi jih dobil. In on je vzel svoj telefon, jaz pa nisem dovolj nesramna, da bi mu rekla, naj me pusti pri miru. Tako da je vzel svoj telefon in rekel, kaj je? Jaz pa sem rekla, moje ime. Začela sem biti nekoliko zadržana, ker sem lahko razbrala njegovo obnašanje in kaj želi doseči, kaj je njegov namen. In potem me poišče in reče, ti si priljubljena, jaz pa v redu. In potem drugi dvojniki grem tja in eden reče, on te ne pusti pri miru, resno. Jaz pa ne. In odkar sem izstopila iz avtobusa, sem vse bolj vznemirjena. In potem so ponovno poklicali drugo ekipo. In ko smo končali, je spet prišel k meni. In rekel je, mimogrede znam plesati. In jaz pa, super, v redu. Tako sem potem začela malo bolj spreminjati svoj ton glasu. In sem rekla, super.
In potem je prišel je k meni 3-krat ali 4-krat in me je drug statist odpeljal stran. In potem me je odpeljala stran punca, ki hodi v mojo cerkev. In spet je prišel k meni in rekel je, ustavil te bom. In jaz sem rekla, ne, ne boš. In on je rekel, našel te bom in te ustavil. In on se spogleduje, kot da se šali. In jaz sem rekla, ne, ne boš. Rekla sem, moj fant ne bi bil vesel, tega ti ne priporočam. In potem se je začel smejati. In potem takrat me je punca iz moje cerkve potegnila na stran in rekla, si v redu? In jaz sem rekla, ja, tip me enostavno ne pusti pri miru. Pogledala sem ga in on se je naslonil ter se pogovarjal z drugim policistom. In jaz sem si mislila, ok, to je res čudno. In potem, ko je zadnjič prišel do mene, je rekel, odhajam čez 30 minut. In jaz sem ga vprašala, si ti pravi policist ali si lažen? In on se je začel smejati ter rekel, sem pravi policist. Vprašal so nas, če želimo delati določene izmene po naši izmeni. In jaz sem rekla, ok. Tako da sem pol rekla, ok, in pol sem na koncu samo odšla stran. Tako da potem 20. februarja, na zadnji dan, ko sta bila Bad Monkey in vsi ostali na prizorišču, Amber sem rekla, da je bilo okoli 4:12, ker sem takoj poslala sporočilo in tudi poklicala svojega fanta, da sem mu rekla, to se je pravkar zgodilo. In bila sem malo mimo Big Pine. In kar naenkrat vozim in je promet kar normalen, nič posebenega. In vidim tega policista ob strani tukaj. In zapre pod tovornjaku za menoj. In sem si mislila, takoj sem vedela, to je on. Vem, da je on. In ga vidim v svojem zvratnem ogledalu. In si mislim, bolje, da me ne ustaviš. In me je ustavil, potem je prišel do mojega sovoznikovega okna, jaz pa sem imela okno spuščeno. In sem rekla, vedela sem, da si ti. In sem vprašala, a so se vsi moji podatki prikazali na tvojem zaslonu. Kako si vedel, da sem jaz? Rekel je, saj sem ti rekel, da te bom našel in ustavil. Potem pa je še rekel, upal sem, da bo tvoj fant v avtu, da bi ga lahko ven potegnil in mu delal težave. In sem rekla, še enkrat, tega res ne bi priporočala. In on je rekel, zakaj mi ne slediš nazaj na Instagramu? Jaz pa sem rekla, zamujam. Tisti dan tehnično nisem delala. Samo posloviti sem se nameravala od vseh in spoznati nekaj ljudi. In rekla sem mu, da že zamujam, samo da bi se nekako izognila situaciji. In rekla sem, moram iti, morala bi biti tam ob 4, ali lahko grem? In on je rekel, ja, in je kar naprej gledal po mojem avtu in jaz sem rekla, a lahko prosim grem. In potem me je končno spustil. V redu. In potem sem tam spodaj ljudem povedala o tem in so rekli, naj to prijavim. In jaz sem rekla, ne vem, ne počutim se. Po poročilu o zadevi je namestnica Roman uporabila podatkovno bazo šerifove pisarne, da je našla to žensko. V prijavi piše, citiram, pregledala sem dejavnost v sistemu David, ki sem jo prejela in pokazalo je, da se je namestnica Roman prijavila v David 3. februarja 2026 ob 12:23:05. Potrdila pravno obvestilo ob 12:23:09 in iskala ime, izbrisano, 3. februarja 2026 ob 12:23:54. Zapis je pokazal, da si je ogledal podrobnosti o evidenci, izbrisano, podpis, vozila in trenutno fotografijo. Namen iskanja, ki ga je navedla namestnica Roman, je bilo preverjanje preteklosti. Šerifov urad pravi, da je namestnica Roman naslednji dan uporabila iskalno bazo podatkov in večkrat iskala njeno ime, vendar so rezultati pokazali več žensk z enakim imenom in priimkom, vendar z različnim srednjim imenom. Domnevno je njeno ime iskal 3. februarja, 4. februarja in 19. februarja. Prav 19. februarja naj bi jo namestnica Roman ustavila v prometni kontroli. Sodni dokumenti navajajo, da se prvi video začne pri 155.649 urah in prikazuje, kako namestnica Roman vozi svoje vozilo proti jugu po cesti US 1. Posnetek se aktivira, ko namestnica Roman pospeši na 70 milj na uro, ko prehiti velik tovornjak za odvoz smeti v območju, kjer prehitevanje ni dovoljeno. Posnetek se zaključi ob 1557, 1527, 24 urah.
Konec videa prikazuje, kako je namestnica Roman zaključila prehitevanje tovornjaka za odvoz smeti in se zapeljala za drugim velikim tovornjakom za odvoz smeti. Drug posnetek naj bi prikazoval, kako je skoraj povzročil trčenje med tem postopkom. V dokumentu je nadalje zapisano, citiram: Namestnica Roman je skoraj povzročila čelno trčenje med prehitevanjem, saj je moral bel tovornjak, ki je vozil proti severu, zapeljati s ceste, da bi se izognil trčenju. Posnetek se zaključi ob 15:58 oziroma 15:58:25. Na koncu videoposnetka je prikazano, kako je namestnica Roman zaključila prehitevanje temnega SUV-ja in se zapeljala za drugim temnim SUV-jem. Nato v četrtem videoposnetku vidimo, da namestnica Roman po radiju sploh ne javi prometne ustavitve. V prijavi piše, citiram: Namestnica Roman pristopi k vozilu na sovoznikovi strani in govori z voznikom. Zdi se, da namestnica Roman od voznika ne prejme nobenih predmetov ali dokumentov. Po pogovoru z voznikom vozila se namestnica Roman vrne v svoje vozilo in ustavi snemanje kamere v vozilu. Video se konča tako, da se ustavljeno vozilo vrne na cesto US 1 in nadaljuje vožnjo proti jugu. Torej, naj bi se namestnica Roman toliko trudila. In zakaj? Da bi dobila telefonsko številko IJ uporabniško ime? No, zdaj tvega, da bo morda izgubil službo zaradi zlorabe uradne baze podatkov. Tako je namestnica Roman poklicana, medtem ko je še vedno na dolžnosti. Celo ve, zakaj želijo preiskovalci govoriti z njo. Ali razumete vsako od teh pravic? Ja. Ob upoštevanju teh pravic, ali želite danes govoriti z mano? Ja. Okay. Torej, naša kriminalistična preiskava se nanaša na vas, v redu, in na nekatere stvari v zvezi z bazo podatkov, kaj ne? Torej, a ste imeli kakšno predstavo, zakaj gre? Mislim, da je. V redu. No, kaj mislite, zakaj gre? Vem, da sem ustavljal ljudi. Sem malo raziskoval in nekako preverjal Davidu. Ampak potem... Zdaj to... V redu, za koga si preveril, Davidu, za koga? Naloge za prijetje. V redu, mislim, ne govorim kot predstavnik organov pregona. Prav? To gre nekoliko dlje od tega. V redu, torej, veš, kolikor jaz razumem, glede na to, kar smo videli. Ali poznaš nekoga z imenom Jason? Ja, v redu. Kako si? Kako veš, kdo je ona? Govoril sem z njo. Kaj to pomeni? Na varovanju. Na varovanju? Ja. V redu. Ali lahko opredeliš, kaj misliš? Povej mi, kaj točno misliš, ko praviš, da sta govorila. V redu, no. Bilo je nekako tako, da mi je povedala svoje ime. Malo sva se dražila. Nekako sem jo oslovil. Tako. Bilo je nekako tako, nekaj takega, spogledovanje. V redu. Mislim, se lahko spogleduješ, pa ne? Torej ti... Spoznal si jo na posebni zadolžitvi? Kateri nalogi? Monkey. In potem, ko si jo spoznal, kaj se je zgodilo potem? Dejala mi je namige, nekako v smislu, hej, srečno pri iskanju mene, karkoli že. Bilo je tako, rekel sem, da bom nekaj takega naredil. In nekako sem preveril njeno ime v sistemu MNI in potem sem nadaljeval od tam. Ko si rekel, da ti je zaželela sreča pri iskanju, je bilo to v sporočilu ali v... Uživo. Je bilo živo. Ja. In torej vse to se je zgodilo med tem varovanjem. Bolj je šlo za obojestransko spogledovanje. Ste si kdaj izmenjali telefonske številke ali kaj podobnega? Ne, samo njen Instagram sem dobil. V redu, dobil si njen Instagram. Si kaj pisal na Instagram? Ja. Kakšna je bila tista izmenjava? Hej, lepo te je bilo spoznati in... Samo pisal si v zasebna sporočila? Ja. Se pravi, poslušaj na telefonu sem. Ja. Torej, ti je odgovarjala pri vse na Instagramu? Ne, samo eno stvar sem rekel in potem nekako odstopil, ker... Ne vem, mislim, Bog, veš, poročen sem, tako da je pač tako. Razumem človek. Ja, zdi se, da si sploh ne pomaga. Poleg tega, da bi lahko izgubil službo, bi lahko izgubil tudi ženo. Kar se mene tiče, to ostane med nami, prav? Ne gre iz te sobe. Nima veliko nadzora, ampak ja, nimam pravice.
komorkoli povedati karkoli drugega, prav? Torej, nazaj k njej. V redu. Spoznal si jo, dobil si njen Instagram, ima spremljal. Ja. Si jo preveril v Davidu? Da. Redo. Zakaj si jo preveril v Davidu? Iz nekega razloga tega nisem rabil narediti, ampak sem, ne vem, vedel sem takoj, ko sem to naredil, sem si mislil, kaj sem naredil, zato sem se nekako vrnil nazaj. Ampak zato, ko sem jo lahko našel na Instagram. Reda. No, mislim, tisti dan sem dobil njen Instagram. Je. Ampak sam pravim, sam zafrkal sem jo, hotel sem jo najti. Torej si preveril njeno ime v Davidu? Ja, mislim, če sem jo najprej preveril v moj in i. V redu, torej si jo preveril v M in I, da bi videl, če ima M in I. Si? Si našel kakšne informacije o M in I? Ja. Ja. In potem, ali si torej karkoli si našel v M in M, tako jo preveril v Davidu? Kaj si preveril v Davidu? Kako je bilo njeno ime? Njeno. Ja, mislim, da je bil to njen del. To je to. In bilo je samo nekako, ja, ni bilo nobenega pravnega razloga za to. V redu. Ali si jo preveril več kot enkrat v Davidu? Ne. Ali si to ime morda preveril več kot enkrat v Davidu? Ne vem kolikokrat. Mislim, da je bilo enkrat. Da se spomnim. Se je še kaj zgodilo s to žensko, naprimer z vašo upletenostjo? Ne, nič drugega. Nič drugega. Nič drugega. Si jo ustavil? Sem jo, v redu. Kaj je to? Ne spomnim se. Ne spomniš se, je bilo to nedavno? Mislim, da je bilo prejšnji teden. Ne vem, bilo je v teden nazaj, ja. Ko si jo ustavil, si vedel, da je ona? Ja. Ali ste imeli zakonite razlog, da ste jo ustavili? Ne. Torej 19. dne, ko ste jo ustavili, ni bilo nobenega pravnega razloga za ustavitev. Ste prijavili ustavitev po radiju? Poskusil sem, ampak nisem imel signala. Ampak takrat sem bil tam, hotel sem sam pozdraviti, veš, ujel sem te in smejala sva se in to je bilo to. V redu, ampak nisi ga dal v sistem kader, kaj podobnega? Zato Si ustvaril seznam opozoril z njeno registrsko tablico? da. V redu, je bilo to razlog, da si imel, da se je tisti dan peljala proti jugu? Zato si prehitev več avtomobilov. Zdi se, da se je tvoja kamera vklopila približno 3-krat, preden si se vozil za njo. Ja. Torej si zasledoval, da bi jo ustavil, pa rekel, hej. Ja, to je nujno. V redu. Ali ste imeli kakršenkoli pravni razlog, da ste jo dali na seznam opozoril? Je osumljena česa? Ne. Sta od takrat naprej še komunicirala? Ne, mislim, da je bilo to, sam to sem želel narediti in mislim, da ne, ampak to je bilo zadnjič. Ja. Ali ste zlorabili kakšne baze podatkov? Še kaj drugi česar niso omenil? Ne, v redu. Ali je bil še kdo drug, ki si ga recimo poiskal v Davidu ali kaj podobnega? Ne. To je za druge primere. Vem, da sem to uporabil tudi za opozorilni seznam, ampak to je edini, ki sem ga... Ampak tako za opozorilni seznam, David kot tudi NCIC si uporabljal za ljudi, za katere je bil izdan nalog, ali ko si poskušal nekoga najti iz zakonitega razloga? Prav. Ja, ampak ona je, ja. Ampak pri njej je šel sam zato, da bi jo nekako govoril. Ja. Vem, bil sem neumen, ona pa je rekla, ja. Ja. Pusti, da pogledam. No, povej mi o tem, kaj misliš s tem? No, mislil sem, da je bila kot manekenka iz igralskega sveta, ker veš, pripeljali so igralsko zasedbo za Bad Monkey. In pomislil sem, grem jo pozdraviti.
In sem jo, in potem je bilo tako, si ima nekenka. In bil sem čist navdušen, ona pa ne. Tukajšna. In potem sem se začela pogovarjati in potem je povedala svoje ime. Jaz sem bil tako, kot moral bi me spremati. On je bil kot, kaj si ti kot tista insta stvar, veš, za sledenje. In mi sledi. Ona živi v maratonu. Ali ste preverili njeno vozilo ali njeno vozniško dovoljenje, njeno ime skozi F in NCIC? Kot v vašem avtomobilu. Mislim, da je bil to njen avto. Njen avto, v redu. Kot njena registrska tablica. Tablice je. Kaj je bila iz sistema 9? Mislim, da ja, bila je ali avto ali VR. Kdaj si jo nesel na opozorilni seznam? To je bilo nekje na začetku februarja. V redu. Torej, je bilo takoj potem, ko ti je bilo všeč. Bilo je februarja. Si jo vnesel v sistem za branje registrskih tablic? Mislim, da mogoče kakšen dan ali dva kasneje, ne spomnim se. Takoj potem, ko si jo spoznal? Ja. In potem nisi dobil nobenih zadetkov? Ali jih ona ni? Šlo je samo za to, kdaj. V redu. Ja. Ali si vedel, da je bilo poizvedovanje o njej v Davidu nezakonito? Ja. No, kaj se je zgodilo? Kaj je bil tvoj cilj s tem vsem? Si, jaz ne vem, mislil sem, da... Ne vem, mislim, da je bilo samo to, da spoznaš nekoga tajzga, veš, in dobiš nekak adrenalin zaradi tega. In mi je dajala občutek, da je zanimam, in bilo je pač eno tistih stvari, kjer... Ne vem. Ona je bila tista, ki je to potiskala naprej. Po razgovoru s preiskovalci je Lamar Roman poslal elektronsko pošto svojemu kapetanu in poročniku. Domnevno piše, citiram, vodstvu. Pišem, da bi se iskreno opravičil in priznal, da sem povzročil razočaranje, ki so ga moja dejanja povzročila v šerifovem uradu okrožja Monroe. Zavedam se, da so odločitve, ki sem jih sprejel, odražale slabo presojo in prevzemam polno odgovornost za vpliv, ki so ga te odločitve imele na mojo enoto, nadrejene in celotno agencijo. Globoko me razočara, da so moja dejanja povzročila nepotrebne motnje in druge postavila v težak položaj. Obžalujem, da sem dovolila, da so osebne težave in spodrsljaji v presoji vplivali na mojo profesionalnost in sprejemanje odločitev. Zavedam se, da moram prevzeti odgovornost za reševanje teh težav in zagotoviti, da se iz te izkušnje tudi osebnostno razvijem. E-pošta nadaljuje z naslednjim citatom. V prihodnje nameravam osredotočiti na osebno rast, odgovornost in zagotoviti, da se iz te izkušnje naučim, da teh napak ne bom ponovila. Obžalujem, da sem razočarala svojo ekipo in bom še naprej delala na tem, da postanem boljša oseba in strokovnjakinja zaradi te situacije. Nato zaključi e-pošto z besedami: spoštljivo Lamar Roman. Po poročilu o primeru ženska ni želela vložiti obtožb proti namestniku Romanu, vendar je to storil njegov oddelek. Če imaš svojega poroka in vse te stvari že urejene, pa oni niti ne... Veš, ne, nima 5000. Želiš govoriti z ženo, preden greš v avto? Po podatkih šerifovega urada okrožja Monroe je bil namestnik Lamar Roman obtožen zlorabe policijskih računalnikov, računalniških omrežij in elektronskih naprav. Poleg tega so ga aretirali pred njegovo ženo, oddelek pa pravi, da je izgubil službo. Tako da trudimo se, da bi mu nekaj dali. Pojdi in se pogovori s človekom, ki ureja varščino, da dobiš denar za varščino in podobne stvari. Torej, bo tam čez noč tudi ne. Ali je verjetno, da ga bodo izpustili ali naj ga zagovarjamo? Ne vem nobenega od teh odgovorov več. Samo zato, ker ima 2 majhna otroka? Razumem. Ne vem, piša Delo ima... spremstvo. Mislim, potem vem, da si že stopil v stik z odvetnikom. Moj nasvet je, da se obrneš na odvetnika, veš, naj se pogovori z državnim tožilcem, prav? Torej z tožilcem. In na tej točki je stvar v njihovih rokah, ni več v mojih rokah. Torej, oni so tisti, ki odločajo. Preprosto nimamo denarja za kaj takega. Ali sindikat plača njegovega odvetnika? Mi moramo plačati zanj.
Mislim, lahko kontaktirate sindikat, nisem prepričan, kaj bodo naredili, ker je še vedno zaposleni v poskusni dobi. Ampak morda imajo kaj, morda vas bodo lahko usmerili v pravo smer. No, ali se lahko samo sami predajete jutri? Ne, zdaj ne, nalog je silen, on je pred nami, ampak tega ne bo mogel sprejeti. Mislila sem, da je v redu, da so ga samo odpustili, ampak ni bilo. Ne, mislim, rekel sem mu, da še vedno izvajam predstavo, Naki in ne dovolimo, da dobiš številke iz svojega telefona, ko pride v zapor. Vsi ostali, to je verjetno on. Lahko da številko tudi agentu za varščino, lahko mu pomaga urediti stvari. Preprosto nimamo nobenega denarja, da bi pomagali. Ne. Pojdi dat objav. Brez orožja, velikih nožev, še kaj drugega. Biti treba iti. Sporoči mi, če kaj potrebuješ. V redu, če bom imel kakršnekoli težave s tistim nalogom. Ampak to bi moglo biti v sistemu, kaj ne? Dokler je v sistemu, Moralo bi biti v redu samo za storitev. Roman, prost, verjamem. To pač je. Zdaj smo tukaj. Ampak samo zapomni si, kar sem rekel. To je le ovira na poti. Prav? Ne, zdaj se to zdi, ampak v širši sliki boš to prebrodil prijatno. Prav. Poslušaj, želim ti veliko sreče, prav? Bravo, gor, prijatno. Lamar Roman je bil prepeljan v okrožni zapor Monroe. Izpuščen je bil po plačilu varščine v višini $50,000. Spletni sodni zapisi so pokazali, da je Lamar Roman prejšnji teden vstopil v program preusmeritve pred sojenjem. To pomeni, da če opravi zahtevane naloge, kot so družbeno koristno delo ali svetovanje, mu lahko obtožbe opustijo. Hvala, da ste se mi pridružili v tej epizodi oddaje Inside the Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo tukaj jutri z novim primerom.